Danes se bomo pogovarjali o eni izmed najpomembnejših tem, ki jih prinaša igra in pa igranje igre Cash Flow. Naj v štartu samo povem, da je igro Cash Flow sta ustvarjala Robert in pa Kim Kiyosaki. Robert Kiyosaki je tudi avtor najbolje prodajane knjižne uspešnice vseh časov na področju osebnih financ pod naslovom Bogati očka, revni očka. Kim Kiyosaki pa je tudi avtorica določenih knjig, in sicer ena izmed prepoznavnejših je Bogata ženska. Igra Cash Flow je bila ustvarjena z namenom, da pouči ljudi, kako pravilno upravljati z svojim lastnim denarjem, tako da ni potrebno svojega denarja zaupati drugim finančnim strokovnjakom ali finančnim prodajalcem oziroma prodajalcem finančnih produktov, temveč se sami naučimo, kako poskrbeti za boljšo svojo lastno finančno prihodnost. Igra Cash Flow je sestavljena iz dveh delov, in sicer iz tele namizne plošče, ki jo vidite zdaj, in pa iz drugega dela, to pa je finančno poročilo, ki je zame tudi dosti bolj pomembno. Vendar vrnimo se za trenutek k sami igralni plošči. Na igralni plošči imamo dve različni polji oziroma dva različna kroga. Sicer prvi krog v tej igri je ta notranji krog, ki se imenuje podganja dirka. Zdaj, v podganji dirki se nahajajo vsi ljudje, ki začnejo nekako svojo poklicno ali karierno pot, se zaposlijo ali postanejo samostojni podjetniki. Torej, svoj čas, ki ga imajo, porabijo za to, da dobijo denar, da zaslužijo denar in potem z tem zasluženim denarjem dejansko plačujejo svoje obveznosti, ki jih pač v življenju imajo. Druga pot v tej igri je ta zunanji krog, tukaj zunaj, ki pa se imenuje hitra pot in gre dejansko za pot oziroma postopek, ki ga v življenju, v resničnem življenju igrajo bogati oziroma najbogatejši ljudje. Zdaj, da bi se mi premaknili iz podganje dirke, torej tega notranjega kroga, na hitro pot, je potrebno ustvarjati pasivni prihodek, in ta naš pasivni prihodek mora biti večji, kot so naši skupni stroški. In iz tega naslova se potem premaknemo na finančno poročilo in potem kjer lahko to vse spremljamo in vidimo. In to je del igre, ki, kot sem že povedal, je zame dosti pomembnejši kot sama igralna plošča, kajti tukaj se dejansko vidi, kaj se z našim denarjem dogaja. In verjamem, da če bi ta del finančnega poročila vsakdo izmed nas, takoj ko se zaposli, začel uporabljati, pisati in ga seveda tudi razumel, bi v kasnejših letih imel dosti boljšo finančno sliko, kot jo pa ima. Ravno tako tudi določeni podjetniki, ki so v teh časih, v teh kriznih časih, kot ste lahko videli, številni morali zapreti svoja podjetja, svoje podjetniške prakse, ravno zaradi tega, ker so na eni strani ostali brez prihodka, na drugi strani pa so jim ostajale obveznosti do različnih kreditov in ostalih stvari. In seveda, ko se to zgodi, je seveda naša finančna situacija ogrožena. Čisto na kratko se bomo posvetili notranjemu krogu. To je ta notranji krog, ki smo ga predstavili, in sedaj bomo pobližje si pogledali, katera polja imamo na voljo. In sicer prvo izmed polj, ki jih imamo na voljo, je tole, tukaj. To je polje payday oziroma plača, torej hodimo v službo in dobimo svojo plačo, in to je naš denar, s katerim enostavno potem razpolagamo. Potem imamo zelena polja. Ta zelena polja predstavljajo ponudbe ali priložnosti, ki se nam vsakodnevno
nekako pojavljajo na naši poti, ali so poslovne priložnosti, investicijske priložnosti ali kakšne koli druge priložnosti. Potem je tukaj še področje market oziroma trg, tržišče, torej nekaj se nekje kupuje, nekaj se na drugi strani prodaja, to je čisto normalno, vse tako življenje funkcionira. Potem se nam lahko v našem življenju zgodi tudi, da dobimo otroka, se pravi, si ustvarimo svojo družino. Seveda imamo tudi rdečo polje, ki je označeno rdečo ravno zaradi tega, ker nam odnaša denar iz naših žepov, torej zapravljanje za stvari, katere mi mislimo, da so pomembne, in za stvari, ki so nepomembne. To je seveda odločitev vsakega posameznika. Naslednje področje, ki ga imamo, je področje charity oziroma dobrodelnost, torej del svojega denarja lahko namenimo tudi v dobrodelne namene. In pa še ena tukajle področje, ki ga zdajle vidimo, pa je področje downsized oziroma izguba službe, in v tej igri se enostavno tudi naučimo, kaj se zgodi, ko mi ostanemo brez službe. In verjemite, da če bi ta znanja pridobivali v šoli, bi lahko finančna prihodnost, finančno stanje mnogih ljudi po svetu bilo dosti boljše, kot pa je. Zdaj si bomo pobližje pogledali še tole finančno poročilo, ki ga imamo. In sicer eno izmed prvi del finančnega poročila je izkaz uspeha, in tukaj je pomembna beseda, oziroma so pomembne besede, ki obstajajo. Prihodki. Kaj pomenijo prihodki? Verjetno ve vsak izmed nas. Večina te prihodke dobiva iz naslova službe. Potem so tukaj odhodki, zelo pomembna zadeva, ker moramo biti pozorni na davke in pa še vse ostale številne življenjske stroške in pa odhodke, ki jih enostavno imamo. Ravno zato je zelo pomembno, da bi se teh osnovnih načel, finančnih načel, finančne pismenosti začeli učiti vsaj pri starosti 12 let, in bi kasneje, ko se osebe zaposlijo, naši zanamci zaposlijo, imeli dosti boljšo možnost, da pravilno upravljajo za svojim denarjem in seveda enostavno poskrbijo za boljšo finančno prihodnost. Ne nazadnje, če pogledamo ljudi danes, je več kot 80% ljudi odvisnih od državnih pokojnin in pa vseh ostalih državnih sistemov. Le 20% nekje pa enostavno ima neke svoje stalne, redne prihodke, še tudi takrat, ko prenehajo z delom. Drugi del tega poročila je bilanca stanja. To je sicer del, ki ga večina ljudi ne pozna, poznajo pa ga podjetniki in pa tisti, ki se ustvarjajo s podjetništvom, kjer imamo na eni strani obveznosti, na drugi strani sredstva. In še en pomemben vidik tega področja je, to pa je tale del, kjer dobimo na koncu naš mesečni denarni tok. To je denar, ki nam potem, ko plačamo čisto vse stroške in pa vse obveznosti, ki jih imamo, ostane, in ta denar nam ostaja na razpolago, da počnemo z njim, kar nam je volja. In igra, cash flow in pa nauki, ki se jih učimo, so ravno tisti, ki nam na podlagi tega pomagajo, da ta denar začnemo porabljati oziroma uporabljati ali pa upravljati, kakorkoli želite, na čim bolj zanesljiv način, da si lahko v kasnejšem obdobju zgradimo dodatni vir prihodka, preostalega prihodka ali pasivnega prihodka, in nam seveda ni skrbeti, ali bomo še obdržali službo, ali bomo s našo podjetniško potjo lahko nadaljevali, ali bomo morali za trenutek zapreti. Ne nazadnje, če pogledamo številne samostojne podjetnike, ki so sami, da se lahko prikrade kakšno bolezensko stanje in zaradi tega enostavno se prihodek
zmanjša oziroma celo izniči, ga več ni in vse obveznosti, vse, kar je ostalo, pade na pleče družine in še koga drugega in seveda to ni najbolj prijetna situacija za vse vpletene. Tako da, čista osnova igre Cash Flow, torej imamo dve plošči, eno je namizna igralna plošča, kjer so potovanje dirka in pa hitra pot, in pa finančno poročilo, ki ga sproti izpolnjujemo in spremljamo, kaj se dogaja, in takrat, ko recimo naši pasivni prihodki, ki so tukaj, presežejo naše stroške, se lahko mi pomaknemo na hitro pot in začnemo igrati svojo igro, kot jo igrajo bogati. Seveda, to ni nujno potrebno, kar je bolj pomembno pri tem je to, da iz naslova pasivnih prihodkov dobivamo dovolj prihodka, da v primeru izgube službe, bolezni ali česarkoli drugega, naš prihodek še vedno ostaja in prihaja na naš račun in naša finančna prihodnost ni ogrožena. Toliko za danes v tem prvem delu. Javim se vam v naslednjem delu, kjer bomo govorili o tem, kako bogati upravljajo z svojim denarjem in kako ustvarjajo sredstva in ne delajo za denar, temveč delajo za to, da kupujejo in ustvarjajo sredstva, ki jim prinašajo pasivni prihodek in s tem poskrbijo za boljšo finančno prihodnost in seveda ustvarijo na eni strani življenje, kot si ga želijo, postanejo svobodni in pa ne nazadnje lahko tudi zelo, zelo obogatijo. Torej, prvi korak finančni neodvisnosti, finančna svoboda, šele kasneje bogatstvo. Lepo pozdravljeni.